Zdaj bi rada predstavila naša dva gosta in tako kot smo že naredili zadnjič, bomo seveda najprej poslušali gospo Karolino Babič, takoj na to Matica Primca. V bistvu pa za vsako predstavitvijo vas bom povabila na zastavljanje vprašanj oziroma deljenje vaših mnenj, komentarjev. Tekom njunih prezentacij pa vas prosim, da vaša mnenja, vprašanja zapisujete torej v chat box. Torej, dr. Karolina Babič je vodja nepridobitne organizacije, v okviru katere na izvirne načine razvija socialno podjetništvo, zadružništvo in seveda družbene inovacije. So nekakšen inkubator novih ekonomskih modelov in v ta namen novih načinov povezovanja ustvarjalnih ljudi. Karolina je teoretsko in praktično predana raziskovanju zadružništva, družbenega inoviranja in tudi socialnih inovacij ter socialne ekonomije nasploh. Njeno delo pa se giblje od zelo praktičnega oziroma konkretnega razvoja zadružništva do teoretskega zanimanja za razmerja med etiko, politiko in tudi ekonomijo. Torej, preko njenega strokovnega dela v združenju CAP je aktivno vključena v številne ustvarjalne razvojne projekte v Mariboru in tudi drugod, pri čemer je do sedaj svetovala že preko 40 različnim zadrugam in socialnim podjetjem, tako v procesu zagona kot razvoja. Z nami pa bo danes delila razmišljanja o družbenih inovacijah skozi prizmo socialnega podjetništva. No, Matica pa poznam že iz otroštva in kljub temu, da zdaj že, ravno sva govorila, več kot 20 let živi v Mariboru, je v resnici Celjan, to mogoče ne veste vsi. In povem vam lahko, da se ga spomnim kot nasmejanega fanta na kolesu in že od nekdaj se spomnim, da je v naši družbi bil največji knjižni mol, skupaj pa smo igrali tudi košarko, no. Sicer je bil zelo skrivnosten takrat in izgleda, da ga ta lastnost oziroma ta njegova lastnost se vleče kar do danes, ker na spletu o njem praktično ne najdete nič oziroma zelo malo informacij, nekaj videoposnetkov s predavanj v zadnjem času, kjer seveda govori o participatornem proračunu in to je res tema, v kateri je nedvomno strokovnjak in se resnično veselim njegovega prispevka. Predno predam besedo Karolini, ponovno, torej vaša vprašanja v chat box, potem pa po predavanju dobite besedo. Po teh predavanjih pa bomo imeli še 30 minut časa za predstavitve vaših družbenih inovacij, projektov in tako naprej. Zdaj nekaj se vas je že javilo, imamo pa še 3 prosta mesta, tako da če bo vaša predstavitev kratka, nekje do 5 minut, se mi lahko to še javite. Karolina, predajam ti besedo in tudi ekran. Ja, pozdravljeni, zdravo, se slišimo v redu? Se slišimo dobro? Ja, v redu. Okej. Ja, torej pozdravljeni tudi v mojem imenu, v tej obliki virtualni, v kateri se zadnje čase vsi bolj kot ne srečujemo. Glede na to, da koliko sem zdaj malo preletela prisotne na tem srečanju, smo tu že zbrani, tisti, ki nekako verjamemo v družbene inovacije, družbeno inoviranje, verjamemo v socialno ekonomijo, si predstavljam. Tako sem si tudi predstavljala, da bomo recimo danes tu skupina. In sem tudi zato razmišljala, da to predstavitev v bistvu ali pa pogovor raje usmerimo v to, da se malo pogovarjamo o tem, ali dovolj resno sami jemljemo to področje in če dovolj resne kriterije zagovarjamo na tem področju,
ker verjetno ni namen tukaj v naši skupini, zdaj ni toliko oseb, ki bi jih morali prepričevati v to, da so družbene inovacije in družbena ekonomija smiselni. Zato sem si tudi na ta način zastavila. Zdaj, predstavljena sem že bila, na kratko, mogoče samo to še dodam, da nisem več vodja CAP-a, od lani je naša predsednica nova Petra Peternelj, malo smo mogli osvežiti in prevetriti naše delo, očitno nismo dovolj prevetrili naše spletne strani, zato je Tanja našla to informacijo. Skratka, bi pa želela izhajati zdaj iz tega, da pač kot si omenila, za vsa ta leta, CAP je bil ustanovljen v času, ko je bil Maribor Evropska prestolnica kulture in smo dobili takrat priložnost, da smo z enim celim programskim sklopom začeli razvijati, takrat smo to imenovali neke socialne in okoljske programe. In se je izkazalo kot, seveda, da sta dve zadevi tukaj, ki se prekrivata. Eno je socialna ekonomija v najširšem smislu in pa seveda družbene inovacije, ki jih je mogoče razvijati skozi neke take nove družbene prakse. In vsa ta leta, od takrat, zdaj 8-9 let, v bistvu poskušamo pomagati, spremljati, zaganjati tovrstne projekte. Večina teh so se realizirali v obliki nekih zadrug ali pa drugih različic socialnih podjetij ali pa tudi nekih nevladnih organizacij z družbeno inovativno ali pa vsaj recimo blizu tega neko vsebino. Zaradi tega se pač naše delo prepleta nekje tu znotraj socialne ekonomije, družbenega inoviranja, nekih novih družbenih praks in poskušamo to spremljati. In pač predvsem bi izhajala iz te izkušnje, da na nek način ni težko prepričati ljudi, da je smiselno razvijati programe, projekte socialne ekonomije in da so družbene inovacije zaželene, kar pa se mi zdi, da mi ta izkušnja skozi ta leta kaže, je, da imamo prenizke standarde pri tem. Prehitro pristanemo na to, da rečemo, da to pa je dober primer nekega družbeno-ekonomskega razvoja, ali pa, da to so pa fajn družbene inovacije, da imamo prenizke standarde in da bi morali biti bolj zahtevni, da bi morali pričakovati več, bom rekla, bolj rigorozno obliko tega, da ne smemo prehitro reči zgolj zato, ker ima neke ugodne družbene učinke, kar je super, ampak ni to dovolj za nas, moramo reči ne, želimo več, želimo pravzaprav to neko družbeno spremembo vzpostavljati, ki vodi v neke nove načine družbeno-ekonomskega povezovanja, tako da v bistvu, da bi bili malo bolj zahtevni. To je to, kar moja izkušnja nekako skozi ta leta me uči. Jaz tudi neke predmete na zasebni fakulteti Doba predavam z področja socialne ekonomije in zanimivo je, da študenti so zelo zainteresirani za raziskovalne naloge, seminarske, za diplome na področju socialne ekonomije pa družbenih inovacij. Da pa tisto, kar je najpogosteje problem, je to, da premalo se zavedajo tega, da ne gre zgolj za neke nove oblike podjetij ali pa inovacij, ki imajo družbene učinke, da to ni dovolj, ampak da v bistvu se ene bolj resne družbene spremembe od zadaj morajo dogajati, da lahko to res na ta način razumemo. Tako da bi zdaj mogoče samo dve pogledala, ne vem, definicije ali pa zapisa, enega o socialni ekonomiji, enega o družbenih inovacijah, ki jaz mislim, da nas res v to smer usmerjajo, o kateri želim razmišljati, da moramo biti resni ali pa bolj zahtevni. Se pravi, ta definicija, subjekti socialne ekonomije so organizacije oseb in ne organizacije kapitala. To se mi zdi recimo ključno, se mi zdi, da zadruge so najbolj en tak prototip tega, ampak da to res razumemo, zakaj mi v socialni ekonomiji, ko govorimo ali o zadrugah, ali o nekih drugih oblikah socialnih podjetij, ki so lahko društva, zavodi, d.o.o.-ji z statusom socialnega podjetja, ali pa tudi v drugih organizacijah socialne ekonomije, kot so invalidska podjetja, zaposlitveni centri, v tujini tudi mutuals, se pravi vzajemne družbe, zakaj, ali pa tudi nevladne organizacije, ki imajo neko tržno dejavnost. Zakaj govorimo, da gre za socialno ekonomijo? Kar je tisto, kar je ključna razlika za razliko od konvencionalnih podjetij, nekega konvencionalnega podjetništva in ekonomije, kot se je razvila skozi zadnjih 200-300 let v kapitalističnem ekonomskem modelu. Pač ključna razlika je to, da subjekti socialne ekonomije so organizacije oseb. Tukaj so povezane osebe, ki imajo nek skupen družbeno-ekonomski cilj, nek skupen družbeno-ekonomski interes, in povezovanje teh oseb je jedro subjekta socialne ekonomije.
za razliko od podjetij v tradicionalnem, klasičnem smislu, ker pa gre za združeni kapital. In ta ključna razlika se mi zdi, da moramo vedno imeti v mislih, ko govorimo o socialni ekonomiji in jo resno jemati, ravno zaradi tega, ker to je tisto, kar je na dnu tega, kar počnemo, tisti, ki delamo v sektorju socialne ekonomije, tisto, kar nas razlikuje od konvencionalne ekonomije. Se pravi, obe ekonomiji imata neke skupne točke, imata tudi neko povezljivost, neka presečišča, ampak tista ključna razlika, ki je, ko nekdo vpraša mene, ampak kaj je drugače to, kar ti počneš od nekih drugih podjetij, je to, pač delam v sektorju, ko se trudim za razvoj tiste oblike družbeno-ekonomskega povezovanja, kjer gre za povezovanje ljudi in ne za povezovanje kapitala. Ključna razlika tu, recimo en primer, s katerim lahko nazorimo, je, če imamo neko podjetje, ki je gospodarska družba, ga lahko prodamo, naprimer preko mej v nekemu investitorju, nekemu kupcu, če pa imamo neko zadrugo ali pa neko društvo, ki je socialno podjetje, pa gre za povezanost oseb, ti pa ne moreš teh oseb po transakciji, po bančni transakciji poslati in prodati, to so osebe, ki so povezane z nekim ciljem. Se pravi, razlika med subjekti socialne ekonomije in klasičnimi kapitalskimi družbami je pač v tem, in to je tisto, kar je v jedru, lahko rečemo, in teoretskem jedru razlike, in pa v tem, kaj na dolgi rok pomeni razvijanje enih tipov subjektov pa drugih tipov. To se mi zdi, da moramo imeti v mislih in biti resni pri tem, ne se zadovoljiti s tem, da rečemo, ja, socialno podjetje je neko podjetje, ki je pač podjetje najprej, ampak ob tem ima tudi neke družbene učinke. To nam ne sme biti dovolj. Družbene učinke pozitivne moramo mi tudi od klasičnih podjetij pričakovati. Vemo, da družbena odgovornost se deloma s tem ukvarja veliko družinskih podjetij, vemo, da so zelo usmerjeni v to, da ustvarjajo dobrobit v svojih okoljih lokalnih in to je super, ampak socialna ekonomija je v svojem jedru pač nekaj drugega, radikalno. To se mi zdi ena taka pomembna stvar, da razumemo to razliko. Druga pa glede družbenih inovacij, ki so nekako temelj vašega projekta in tudi pač tega, ker marsikdo, ki vidim, da smo danes tukaj prisotni, pač delujemo in se srečujemo. Meni je recimo ta definicija družbenih inovacij, ki jo dosti ljudi uporablja, se mi zdi smiselna, ker se iz nje da izluščiti v bistvu te tri neke temeljne elemente družbenega inoviranja, ki mislim, da nam tudi kažejo to resnost tega, kako visoke cilje si moramo zastaviti, ko rečemo, da želimo razvijati družbene inovacije. In sicer ta definicija pravi, da družbena inovacija je pač neka inovacija, ki je produkt, storitev, model, ki ima te tri točke. Ena je, da gre za to, da odgovarja na potrebe družbe, druga je, da tvori neke družbene odnose in povezovanja, in to dvoje je tisto, kar vodi k povečanju zmogljivosti družbe, da deluje, se pravi k polnomočenju družbe. In se mi zdi, da ta vidik tretji je tisti, ki ga je najtežje dosegati in ga je tudi najtežje ocenjevati. Včasih vidimo neko družbeno inovacijo v nekem okolju, recimo začnejo se ljudje povezovati, odgovarjajo na neko potrebo, ampak šele mogoče čez 10 let bomo lahko ocenili, ali je to privedlo do nekega polnomočenja ljudi, ali zato tista skupnost je v bistvu dejansko zmožna sama odgovarjati na neke svoje potrebe. Tu pač polnomočenje v nekem najbolj preprostem prevodu pravzaprav pomeni tisto biblijsko, če tako rečemo, zgodbo o tem, da ljudem ne daš ribe, ampak jih učiš loviti ribe, in polnomočenje dejansko, kadar neko družbeno inovacijo odgovorimo na nek družbeni problem na tak način, da se ljudje tako povežejo, da so potem sposobni na neke podobne probleme ali pa nove, ki izvirajo na tem področju, ves čas avtomatično začeti sami odgovarjati. To pomeni, da so opolnomočeni in da ne potrebujejo več neke zunanje spodbude pri tem. To je tisto, kar je ključno v tem ciklu, da mi rečemo, da je neka inovacija v bistvu družbena inovacija. In to se mi zdijo taki minimalni kriteriji, ki so pa zelo zahtevni. Se pravi, potem hitro vidimo, da marsikatera zgodba, ki mi rečemo, pa se kar zadovoljimo, imamo recimo bom dala primer, v Mariboru smo naredili v letu EPK urbane vrtove, ki je zelo lep primer družbene inovacije, ampak šele mogoče zdaj počasi, ko mineva 10 let od takrat, pa še kasneje bomo videli, če je to res družbena inovacija na ta način. Se pravi, odgovorili smo, urbani vrtovi odgovarjajo na en družben problem samopreskrbe,
pridelave varne lokalne hrane in podobno. Drugič, oblikuje nove odnose in povezovanja. Vrtičkarji, ki smo jih takrat povezali, so ustanovili društvo, so si naredili neka pravila, kako se bodo povezovali, kako bodo vzdrževali vrtove, kdo lahko dobi vrt, pod kakimi pogoji, se pravi, so se organizirali. Ampak vprašanje, ali je zdaj zaradi tega, so oni opolnomočeni v tem problemu, ali je tu ena skupnost lokalna, recimo ena mestna četrt, ki ima te urbane vrtove v svoji sredini, ali je ta skupnost v bistvu opolnomočena na ta način, da bo, ne vem, ustanavljala nove vrtove, svetovala drugi mestni četrti, kako naj si vzpostavi take vrtove. Se pravi, to je pa tisto notranje povečanje zmogljivosti družbe, ki pomeni, da je družbena inovacija na dolgi rok zares družbena inovacija, da vodi k družbeni spremembi, k opolnomočeni skupnosti. To pa se dostikrat potem šele čez 10 let, čez 20 let izkazuje, ne, ali je nek projekt na ta način družbeno inovativen, da prinaša te dolgoročne učinke. In to se mi zdi, to moramo v bistvu, ko načrtujemo neke družbene inovacije, se s tem tretjim vidikom fejst ukvarjati. Zato ga nam pogosto uhaja, ker je najtežje dosegljiv, ker ga je težko meriti in podobno. Ne. Tako da to bi želela izpostaviti kot to. Rekla sem na začetku, da bi želela malo odpreti to vprašanje, da mi prehitro pristajamo na to, da imamo neke v socialni ekonomiji ali pa nasploh v družbene inovacije, prehitro pristajamo na to, to je super, ne, to prinaša neke družbene učinke. In mislim, da moramo več zahtevati, ne, zato bi želela pač izpostaviti te ključne razlike, da nekaj, tako sem naslovila, evo v naslednjem slajdu, ni vse zlato, kar se sveti, ne, da pač poskušamo res biti sicer podpirati ali pa recimo, ne vem, ploskati nekim projektom, ki prinašajo družbene koristi ali pa odgovarjajo na neke družbene probleme, ampak da to, da nekaj manj social impact ne sme biti dovolj, ne, da moramo res kar zahtevati več. In zdaj recimo, če pogledamo, ko izvajamo kakšne delavnice ali pa ko imam jaz en predmet za družbene inovacije na fakulteti, pa dejansko je težko razložiti, zakaj je neka družbena inovacija ali pa zakaj neka je družbena inovacija, ki je v socialni ekonomiji razvita ali pa ne. Poskušam te 4 sklope, nekaj, ki jih tu predstavljam, pokazati. Eno je to, da če nekaj odgovarja na en družbeni problem, to še ne pomeni, da je družbena inovacija. Električno kolo je super odgovor na nek problem družbeni, ampak nima nič s tem, ne povezuje ljudi na nove načine, ne vodi k nekemu opolnomočenju skupnosti na ta način, ni v tem samem električnem kolesu nič takega. Okej, če električno kolo vključimo še v neko, mogoče v neki sharing sistem, kjer se recimo potem povežejo ljudje na nek nov način, pa so zaradi tega bolj mobilnostno fleksibilni, prilagodljivi, potem mogoče bi lahko razvili neko družbeno inovacijo iz tega, ampak samo električno kolo samo po sebi ni neka družbena inovacija. Odgovarja pa na zelo pomemben družben problem, ima v sebi neke elemente, recimo social impacta. Podobno sharing ekonomije, ki so danes močno prisotne in pogosto se jih kar označi kot neke družbene inovacije, ampak v resnici vemo, da sharing ekonomije zaenkrat bolj vodijo k različnim monopoliziranjem, celo k izkoriščanjem ljudi, ki nimajo urejenih delovnih pogojev. Vemo, da Uber je dosti teh tematik odprl, rušijo konkurenco v okoljih podjetniško, zaobidejo davke zaradi online globalnih poslovnih modelov. Se pravi, sharing ekonomije po eni strani, v njih je velik potencial v neki obliki za družbeno inoviranje, ampak same po sebi so daleč od tega, mogoče celo v nekaterih pogledih družbeno zelo škodljive. Potem recimo aplikacije za zdravstvo so super inovacije. Neka zapestnica, ki starejši osebi zvoni ob uri, ko mora vzeti zdravilo, ampak v njej praktično nekaj družbeno inovativnega ni. Je pa zelo koristna in zanimiva. Tako tu moramo recimo ločiti. Potem pa druga točka, kjer pa imamo družbene inovacije, ki so realizirane v klasičnem podjetništvu, ne v socialni ekonomiji. Recimo Facebook je pogosto označen kot družbena inovacija. Jaz mislim tudi, da je v tem oziru, da odgovarja na družbeni problem, se pravi vprašanje komuniciranja, povezovanja.
drugič povezuje ljudi na neke nove načine in jih tudi polnomoči v tem, da se lahko skozi Facebook povezujejo za neke skupne projekte, za politične agende in tako naprej. Ampak ima pa tudi, vemo, Facebook veliko stranskih učinkov. In tudi vse to je treba upoštevati, da nismo prehitri, pa rečemo, super, družbena inovacija, zadovoljni. Se pravi, ta kritični odnos do družbenih inovacij je nekako tisto, kar mislim, da moramo imeti ves čas v mislih, tudi ko se strateško družbene inovacije umeščajo, da moramo imeti to v mislih. Potem pa bi omenila še posebno skupino družbenih inovacij, ki pa niso tržne, niso podjetniške in mogoče ne smemo vztrajati na tem, da bi družbene inovacije nujno mogle biti realizirane v podjetniškem okolju, da so nekatere, pravzaprav kot so urbani vrtovi ali pa prevozi.org poznamo, kakšne časovne banke, tam, kjer so se uspele organizirati, da so to zelo zanimive družbene inovacije, ki pa verjetno imajo že v sebi ta element, da morajo ostati nekako civilne ali pa nevladniške, brez nekih tržnih vidikov, se pravi, se ne razvije element neke monetarne vrednosti teh produktov, ki so tu noter in se teh produktov ne prodaja, ampak se ohranja na nivoju neke medčloveške izmenjave, civilnega povezovanja, se pravi, izven tega trga v pomenu trgovanja z neko vrednostjo produktov. Tiste, ki pa nas nekako najbolj zanimajo, večino, ki smo tu povezani danes v tem pogovoru, pa pri delu, ki ga jaz upravljam, so pa pač družbene inovacije, ki se realizirajo v sektorju socialne ekonomije. Se pravi, v Sloveniji to pomeni zadruge, socialna podjetja, NVO-ji, ki imajo neko tržno aktivnost, pa invalidska in podjetja in zaposlitveni centri. Tu pa se mi zdi, da dejansko je prepletenost družbenega inoviranja in socialne ekonomije zelo velika, da se pogosto, mogoče celo preveč pričakuje, da mora vsako socialno podjetje ali pa zadruga razvijati nek družbeno inovativni produkt. Ni nujno, se pravi, če grem na naslednji slajd. V sektorju socialne ekonomije je pomembno, da imamo vedno v mislih, da se družbena inovativnost dogaja na dva načina. Eno je skozi produkte, ki jih razvija pa ponujajo te organizacije, drugo pa je skozi inovativni model organiziranja. In zdaj vsa socialna podjetja, zadruge, socialna ekonomija kot taka, če je nekako, bom rekla, po definiciji ali pa če je na tem nivoju svojega imena, potem v drugi točki ustreza temu pogoju, zato ker inovativni model povezovanja, organiziranja na ta način, da gre za demokratično soupravljanje, da gre za participativni model ekonomije, ki vodi v polnomočenje, to je notranja lastnost subjektov vseh organizacij socialne ekonomije. Pravi, vsaka organizacija socialne ekonomije, če hoče nekako biti vredna svojega imena, v drugem tem pogledu, da ima ta družbeno inovativni model organiziranja, mora najti način. To je sicer zelo težko, ker vemo, da demokratično soupravljanje podjetja zahteva veliko energije, usposabljanja ljudi, dela z zaposlenimi, z člani, vključevanja, se pravi, je pravzaprav tisti težji del poslovanja v tem pogledu v socialni ekonomiji, ampak je v bistvu nujni pogoj, da se sploh smatramo kot nek socialno-ekonomski subjekt. Medtem ko ta prvi del, ali ima neko socialno podjetje, zadruga, tudi neki inovativni produkt, družbeno inovativni produkt, se mi pa ne zdi nujno. Se pravi, če neka zadruga se oblikuje z namenom, da je delavska zadruga, recimo v tujini so pogoste industrijske delavske zadruge, ki lahko ima produkt popolnoma klasični tržni produkt, recimo na Poljskem zadruga z 100 zaposlenimi delavci, ki so edini člani in so upravljavci podjetja, polni vodo, to stekleničeno v plastične flaške, to je njihov biznis. V tem ni nič družbeno inovativnega, ampak oni so delavska zadruga, ki zaposluje veliko pripadnikov ranljivih skupin in v njihovem poslovnem modelu je to, da so v bistvu imajo participativno soupravljanje in tako naprej. Se pravi, v drugi točki so zagotovo družbeno inovativni, pravi povezani na ta način v modelu organiziranja, medtem ko njihov produkt je čist klasični tržni. In to se mi zdi pač pomembno. Ni pomembno, da ima vsak subjekt socialne ekonomije tudi neke družbeno inovativne produkte razvite, lahko gre za pač čisto neke klasične produkte, ampak zagotovo v načinu, kako so organizirani kot socialno podjetje, zadruga, invalidsko podjetje, bi pa morali res težiti k maksimalnemu
nekemu približevanju temu modelu participativne ekonomije, soupravljanja, demokratičnega soupravljanja podjetja, vključevanja vseh deležnikov in podobno. Se pravi, znotraj socialne ekonomije je ključno, da mi vidimo, da je družbena inovativnost realizirana in na nivoju organiziranosti subjektov teh organizacij in možno je, ni pa nujno vedno, v tipu ali pa obliki ali pa vsebini produktov, ki jih imajo ti subjekti, ki jih izvajajo. Seveda iz obeh teh ozirov družbeno inovativnosti pa seveda izhaja to polnomočenje skupnosti oziroma mora izhajati ta neki končni cilj družbenega inoviranja. Tako, če bi zdaj strnila za zaključek, preden gremo k debati, pač ključno je pri družbenih inovacijah, da se ne zadovoljimo, ko rečemo, da razvijamo družbene inovacije, da se ne zadovoljimo z nekim social impact naših produktov, ampak da pričakujemo, da to, kar razvijamo in da to razvijamo na ta način, da na dolgi rok vodi k družbeni spremembi, kar pa v bistvu v končni fazi družbena sprememba pomeni spremembo v načinu, kako je družba organizirana v teh ključnih družbeno-ekonomskih vprašanjih in seveda, da je organizirana na način opolnomočene skupnosti. Se pravi, opolnomočena skupnost je skupnost, ki ni odvisna od nekih zunanjih akterjev ali pa nekih ločenih skupin, da organizirajo družbene dejavnosti, ampak je sama iz sebe nekako ima vzpostavljene mehanizme, načine povezovanja, da lahko na temeljne svoje potrebe odgovarja sama. In seveda družbene inovacije, da k temu vodijo, to zahteva veliko od tistih, ki na tem področju delamo, pač od kreativnosti, vztrajnosti, pač in tudi te fokusne usmerjenosti k temu, da če zdaj strnem, pač res se ne zadovoljimo zgolj, da je družbena inovacija nek social impact, ki ga ima naš produkt ali pa organizacija, ampak da ima tudi ta pač res dolgoročni cilj, da spreminja družbo v smeri opolnomočene skupnosti. Tako da s tem bi jaz zaključila, pa bi mogoče zdaj k razpravi povabila. Okej, zdaj hvala, Karolina, za uvodni del. Ima kdo kako vprašanje? Imamo zdaj lepih 10 minut za debato. Lahko jih tule najprej se javite ali pa vam potem damo besedo. Medtem, ko razmišljate, pa lahko mogoče jaz še vprašam, malo si omenila, torej merjenje družbenih učinkov oziroma ocenjevanje družbenih inovacij. To se mi zdi ne samo pri nas, ampak kar širše, kar velik izziv. Imamo nekaj inštrumentov, s katerimi to počnemo, ampak kako bi ti, ne vem, situacijo recimo v Sloveniji ocenila na tem področju? Ja, zdaj za merjenje prav družbeno inovativnosti v bistvu niti ni nekih še prav usmeritev, medtem ko za merjenje družbenega učinka, social impact measurement, recimo so neke ideje. Pač Inštitut IRDO je razvil en model, vem, da tudi bil en razpis Ministrstva za gospodarstvo, ki je bil umaknjen v projektu Sociolab, se je razvijalo z Dolores Kores, ki je delala tudi magistrsko nalogo na tem področju. Vem, da so pač neki različni modeli. Jaz sama se ne ukvarjam s tem tako, da bi pregledno recimo to spremljala, ker se mi zdi, da pač merjenje je ena specifična in evalviranje ena specifična, bom rekla, stroka in si nekako se ne čutim dovolj kompetentna na tem področju, da bi se v to poglobljeno spuščala, seveda pa sodelujem s tistimi, ki jih to zanima, zato ker se mi zdi zelo pomembno na dolgi rok. Zdaj, kar je Ministrstvo za gospodarstvo naredilo, je to, da je umaknilo to naročilo in tudi, da v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu Ministrstvo za gospodarstvo še ni sprejelo te uredbe, kako se bo meril družbeni učinek, ampak govorim o tem, da merjenje družbenega učinka še ne bo pomenilo tudi merjenja družbenih inovacij. Se pravi,
to dvoje sicer povezano, ampak družbeni učinek je samo en delček družbenih inovacij. Rekli smo, da družbena inovacija na dolgi rok mora pač tudi to neko polnomočenje skupnosti zagotavljati, ki jo pa še težje meriti kot družbeni učinek, ne. Tako da v bistvu je kar zahtevno v svetu, pač vemo, da so ti eni modeli. Zdaj pred kratkim je OECD imel te razprave, nekateri, ki ste danes tukaj prijavljeni, ste bili na teh razpravah. OECD pripravlja smernice za slovensko vlado, kako naj za področje socialnega podjetništva v bistvu razvije tudi področje merjenja. Tako da mogoče še bo kdo kaj dodal tukaj, vidim, da mogoče je kdo, ki se s tem področjem bolj ukvarja kot jaz, kar se tiče merjenja družbenih učinkov. Zagotovo pa je pomembno nekaj, mogoče samo da dodam, ker se je dosti poskusov na področju merjenja družbenih učinkov, ne govorim družbenega inoviranja, ampak družbenih učinkov, dosti poskusov je šlo v tej smeri. Se pravi, da se poskuša najti način, kako bi ovrednotili družben učinek, tako da bi bil primerljiv z vrednotenjem ekonomskih učinkov, se pravi, kako bi družben učinek ovrednotili v evrih po domače. Jaz mislim, da je to napačna smer. To pomeni, da mi pristajamo, akterji na področju socialne ekonomije, pristajamo na to, da je mogoče prevesti človeško življenje v evre. Jaz mislim, da mi moramo vztrajati na tem, da tega ni mogoče prevesti in da je politika, vsaka politika, javna politika, dolžna razviti mehanizme vrednotenja, ocenjevanja, vključevanja, podpore različnih razvojnih politik na ta način, da jih je mogoče opisno, kvalitativno ovrednotiti tako, da se najde neka povezava z tistim kvantitativnim evrskim monetarnim vrednotenjem. To se mi zdi ključno. Drugače, če bomo mi pristali in rekli, ja, poglejte, mi lahko vključitev enega invalida ali pa mi lahko vprašanje nekega družbenega problema, ki ga rešujemo, spremenimo v evre in pokažemo vladi, da je smiselno, da investira v socialno ekonomijo. Ne, mi ne smemo pristati na to. Ne. Mi moramo reči, vrednotenje kvalitativno, opisno je ena stvar, evrsko kvantitativno je druga, to dvoje paralelno, moramo biti kot družba sposobni nekako primerjati in vključiti v naše strateško dolgoročno načrtovanje. Tako to bi mogoče pri vrednotenju social impacta, jaz mislim, da pač kot nek družbeni učinek se bo razvilo v Sloveniji, to se mi zdi pomembno. Zdaj na družbene inovacije na dolgi rok, kako vrednotiti, pa kar že zahtevno, no? Pa mogoče pustimo še po prvem koraku. Ja, gospo Anito Hrast smo povabili, da se nam na naslednjem druženju pridruži, torej gospa iz IRDA, ki se ukvarja z družbenimi učinki. Ja, dober dan, pozdravljena. Se nam boste javili, boste kaj povedali, mogoče? Ja, zdravo, Tanja, ni me treba vikati, mislim, da se z večino poznamo. Zdaj sem vam ravno hotela v chat napisati, da poteka. Najprej hvala za povabilo, potem pa hvala tudi Karolini, da je vse to povedala, kar je povedala. Trenutno poteka na CSR Europe spletni strani SDG Summit 2020 na temo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, kjer v bistvu v 5 dneh naj bi se zvrstilo 55 dogodkov na temo tudi malo merjenja, zelena javna naročila in vse te teme, ne? Tako da registrirajte se, pa brezplačno lahko te zadeve potem poslušate tudi za nazaj. Mi smo imeli eno okroglo mizo na temo sicer menedžerja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, kot imamo en tak certifikat, ki ga pri nas v bistvu v 3 dneh ponudimo ljudem, da ga pridobijo in pridobijo eno tako širšo sliko na to temo. Mi smo res delali leta 2014 pa 2015, takrat še za Ministrstvo za delo, to študijo o merjenju družbenih učinkov socialnih podjetij. V bistvu smo se veliko naučili, se opravičujem. Nisem se mislila dojavljati. Veliko smo se naučili o tem področju, ampak smo hkrati tudi ugotovili takrat, da podporno okolje še ni dovolj vzpostavljeno v Sloveniji, da bi lahko to znanje dobro pokoristila podjetja, socialna zlasti, pa da tudi se na evropski ravni še to področje precej razvijalo. Mi smo uporabili takrat metodo SROI, Social Return on Investment, in smo se naučili, da je v bistvu treba za vsako podjetje pogledati
unikatno, a ne, kakšen pristop ima, katere deležnike ima, katere aktivnosti ima in potem kakšne učinke svojo dejavnostjo naredi za svojo organizacijo oziroma podjetje, pa potem kakšne ima v odnosu do širše družbe, a ne, in okolja. Jaz mislim, da je to zdaj prihodnost, to merjenje teh vplivov. Mogoče bi o tem tudi lahko več Violeta Bulc povedala, ker vem, da tudi z Ladejo Godina Košir veliko razvijata to področje, circular economy in tako naprej. In tudi prihajajo te obveznice z družbenimi učinki, družbeno odgovorne naložbe. To področje mislim, da je prihodnost ne samo za socialno podjetje, ampak za vsa. Mi smo se res prijavili na pobudo Mirota Mihca na razpis ponovni, ko je bil pri Ministrstvu za gospodarstvo, za merjenje teh družbenih učinkov, da bi se nadgradil ta model oziroma vzpostavil nov, pa potem so nam javili, da zaradi covida in teh situacij umikajo ta razpis. Prijavila se je tudi Združenje socialna ekonomija, in glavnem nobenega od nas niso potem izbrali. Jaz upam, da bo pač končno dobili koga, ki bo to naredil kot uporaben model za Slovenijo, pa da bomo lahko vsi na njem delali. Ni pa to res ne lahko, smo se mi naučili, kot je Karolina rekla, moraš kar nekaj stvari poznati, pa zato bi mogli tudi strani države ali pa Evropske unije dobiti nekaj sredstva, da bi podjetja se kot nek konzulting sploh imela na voljo, se nekom povezati, da bi jim pomagal pri tem. To še za klasična podjetja, težko, kaj šele za socialno, ko imajo v bistvu še to notranji motiv pomagati z drugima. V bistvu, če hočeš ti biti dobro socialno podjetje, moraš tudi znati ekonomsko podstat si urediti, da potem lahko še ta okoljski ali pa družbeni vidik pomagaš. Če sam nimaš v bistvu za jesti, ali za plače, za delavce, tudi ne moraš nekaj družbi dajati. In ta ekonomska podstat je tudi ključna pri družbeni odgovornosti. Zdaj pa ne bom več to govorila, mogoče zdaj izzivam malo Violeto ali pa Mirota, da še kdo kaj povedal. Bomo dali besedo najprej Dušanki, ki je dvignila roko. Super, hvala, tudi Dušanka, pardon, da te nisem omenila, Dušanka. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Mogoče samo en tak odziv, razmislek pri merjanju družbenih učinkov Sociolabu. V tem projektu smo se mi lotili priprave metodologije, na mikronivoju za potrebe projekta in pa uporabnikov vključenih v Sociolab. Metodologijo smo pripravljali v sodelovanju z Dolores Kores. Pripravljena je na podlagi v bistvu SROI Outcome Mapping in pa Social Impact Assessment in se zdaj prebijamo, torej merimo učinke projekta Sociolab, družbene učinke projekta in moram reči, da resnično ni enostavno korak po korak narediti zemljevid družbenih učinkov, vse uskladiti, kaj želiš meriti, na kak način, tako da v bistvu izkušnjo bomo imeli po moje v prihodnjem letu, kako smo se skozi to prebili, zato ne bi rada več delila v tem trenutku, ker enostavno res pa je, da je izjemno zahtevno, da ti dejansko na koncu zmeriš te družbene učinke. Zdaj pač praktično izkušnjo, jaz mislim, da jo bomo nekje tam v marcu lahko delili, metodologijo pa imamo razvito, ampak tudi sami ves čas potrebujemo podporo Dolores, da nas pelje skozi ta proces merjanja učinkov, tok na kratko. Enako pa seveda tudi s socialnimi podjetji, ki so vključena, imamo usposabljanja in tudi je to en proces, kjer jih peljemo skozi korak po korak, pravzaprav od tega, da pripravijo zemljevid družbenih učinkov, pregled deležnikov in tako naprej. In tudi moram reči, da to ni enostavno in težko je pričakovati, da tudi če bo, bom rekla, država na nek način postavila smernice, metodologije, da bodo socialna podjetja sposobna to sama brez ene podpore, vsaj v začetnih fazah svetovalcev narediti. Hvala. Hvala, Dušanka. Gospa Bulc? Ja, zdravo. Jaz bi samo na hitro se malo oglasila kot poslušalka tokrat, ampak se mi zdi, da je ta tema res izjemno pomembna in samo moj poklon vsem, ki ste zagrizali v ta zahteven projekt za merjenje učinkovitosti, ker brez upravljavskih sistemov, tako imenovanih governance modelov, ne bo ta segment dobil ustrezne veljave. Je pa iz izkušenj, pa ne vem, koliko se vi s tem srečujete oziroma ste že v fazi, da lahko to vključite, da predvsem socialne inovacije
imajo zelo močne horizontalne učinke in ponavadi se zgodi, da tam, kjer se inovacija manifestira, ponavadi ni v resnici tistih ta pravih rezultatov, ampak se rezultati pojavljajo nekje drugje. Recimo, to sem jaz pač vseh mojih 5 let v prejšnjem mandatu zelo čutila. Izboljšanje recimo varnosti v cestnem prometu, ki se seveda mora zgoditi na prometu, ima v resnici največje pozitivne družbene učinke v zdravstvu, v sociali, v rehabilitacijskih sistemih, ampak ker to ni povezano, se ti učinki kar zgubijo. Ker če računate, da recimo imamo na leto v Evropi samo iz rehabilitacijskih stroškov 250 milijard evrov stroškov, ampak ti stroški se ne pojavijo v prometu, pojavijo se v zdravstveni blagajni, pojavijo se pri znižanju učinkovitosti oziroma produktivnosti in tako naprej. Tako da ne vem, koliko se to že da, ampak vas zelo vabim, da poskušate vsaj razmisliti v tej fazi, morda pa to že delate in se vam opravičujem, če govorim nekaj, kar je že vam povsem znano, ampak zelo iskati rešitve, ki jih še ni, vsaj v uradnih sistemih, ki bi kazali na te horizontalne vzajemne učinke. Pol bojo v resnici inovacije, sploh te, ki niso tehnične, dobile na pravem pomenu, ker, kot rečeno, tam, kjer se ustvarjajo, se ponavadi ne vidijo vsi neposredni te dodane vrednosti. To je ena stvar. Drugo bi pa še povabila, da se pa razmišlja o inovativnih finančnih mehanizmih za socialne inovacije. Se sem tudi napisala v chat, mi smo imeli včeraj eno diskusijo na globalnem nivoju o zagonu neke nove cestne varnostne kulture, ki ne obstaja, ampak bolj pomembno je to, da je Svetovna banka že predstavila koncept safe bonds, se pravi posebnih finančnega mehanizma, ki bo res osredotočen na investicije, ki zapirajo to ločnico med varno in nevarno mobilnostjo. Se pravi, da projekti, ki vodijo v vizijo nič. Sem toliko za razmislek, ta horizontalna vpetost in res zajemanje kriterijev, ki bi to znali pokazati, in na drugi strani še tesneje sodelovanje z finančnimi inštitucijami, ki pri nas trenutno še ne inovirajo, ampak je to ena zelo velika priložnost. Ni kritika, ampak priložnost. Hvala. Lenka, izvoli. Sam pa dodam k Violeti, ki je tako lepo povedala, točno to so nam 2013 v SROJ metodi zmerali zraven, se pravi, so konkretno vzeli raziskave, zaposlen shizofrenik, ki hodi redno v službo, bi drugače, bi bil izključen iz družbe, stal zdravstveno ali pokojninsko bilo toliko in toliko. Zato sem jaz takrat pristala, da se ta stvar da zmeriti v evrih. Tako da je smiselno, da se nek pristop vključi v to, da se nek pristop da kljub vsemu zmeriti v evrih. Ker če ni v evrih, se realno ne more vključiti v vse te gospodarske tokove. Velja, jaz predlagam, Miro, tu še damo besedo, potem bi pa jaz sam povedala, da bomo nadaljevali z Maticem. Tele teme, ki jih pa zdaj odpiramo, pa predlagam, da potem na delavnici naslednji četrtek, kar je tudi namen tiste delavnice, da se takele teme odpirajo in predebatirajo bolj detaljno. Miro, prosim. Pozdravljeni, hvala za besedo. Jaz se strinjam tako z Lenko kot z Karolino. Recimo pri nas v Dnevnem centru aktivnosti za starejše, TOTI DCA, smo ovrednotili oziroma pač poskušali ovrednotiti in tudi poročilo občini, mestni občini Maribor, zapisali v evrih, koliko so aktivnosti torej vključevanja starejših pripomogle k njihovem boljši psihofizični kondiciji, ker smo imeli primerjavo z tistimi, ki pa to niso počeli in smo zračunali, koliko smo razbremenili s tem zdravstveno blagajno, tako rekoč. Tako da je možno mogoče vsaj oceniti, ne moreš točno zračunati, ampak oceniti ta vpliv, medtem ko se pa strinjam, da to ne sme biti
torej igra na način kapitala, da moramo mi vztrajati v vrednotah, ne, v družbenih vrednotah, tako kot Karolina pravi, se pravi zdravje, vključenost in te stvari, ne v ekonomskih kazalnikih, tako da oboje. Drugače pa mislim, da je ta Karolinina teza, da vztrajamo, da je družbena inovacija komaj, torej neka ideja, inovacija komaj takrat, ko spremeni družbo, ta je zelo pomembna, ker res je, da družbeni učinek je tista pot vmes, še ena pot pred družbenim učinkom so pa vplivi, ne, za vplive pa vemo, da so ena drugemu, vplivamo, vsaka stvar vpliva na vse druge stvari, in to je že tudi doktor Mulej torej ugotavljal, da se neka stvar zgodi, ne, ko je bi rekli upoštevano dovolj različnih vidikov, potem se tista stvar realizira. In pa mogoče še to, da ne vem koliko tisoč idej komaj postane inovacija. Zdaj pa, če še upoštevamo ta željo oziroma zahtevo, da inovacija povzroči družbeno spremembo in navado, ne, je še pa toliko večja verjetno. Hvala lepa. Hvala, Miro. Matic, predno ti dam besedo, Borut, še par besed. Ja, pozdravljeni, zdravo, hvala za besedo, sem dvignil roko, čisto na kratko bom, no, ker se mi zdi, da najbolj spada k temu, kar je Karolina povedala, ne. Najprej lep pozdrav vsem, no. Tudi bi se na podobno del Karolinine predstavitve navezal, kot se je Miro navezal, in sicer na to družbena sprememba, bolj zahtevno želimo reči in tako dalje, ne. Kar se tiče merjenja družbenih učinkov, ne, če želimo opaziti družbeno spremembo, moramo imeti neko začetno primerjalno vrednost, ne. Kaj jaz mislim, da se nam zdaj dogaja ob vsem tem, ob novih idejah in entuziazmu, ki ga v skupinah, kot je ta, kažemo, ko govorimo o družbenih inovacijah in pa družbenih učinkih, je to pravzaprav, da smo znotraj neke nove paradigme, ki jo probamo šele spraviti, skratka delujemo znotraj sami sebe, ne. To, kar pa mislim, tudi ta projekt, ki je bil MJU, no, na kak način meriti družbene učinke, to, kar si Duška omenjala, ne. To, kar hočem povedati, je, če hočemo prebiti ta krog ven, se morata dve stvari zgoditi. Prvič rabimo primerjalno vrednost, ne. Mene bi na kratko zelo zanimalo, kateri so pa družbeni učinki aktualnega načina družbene produkcije. Dajmo to izračunati, pa bomo potem družbene učinke socialne ekonomije lahko primerjali z aktualnim stanjem v tem, ki smo zdaj, in videli, upam da, ne, in najverjetneje, da smo na pravi smeri družbenih sprememb, ne. Skratka, primerjalno, dajmo zmeriti zdajšnjo družbo, postaviti kazalnike, megalomanski projekt, vem, in potem meriti družbene učinke skozi socialno ekonomijo, o kateri so danes govorili, ne. Ta primerjalna vrednost, to je ena stvar. Drugo pa je vprašanje pravzaprav, kdo pa so nosilci, oziroma kot se temu reče tudi v sociološkem žargonu, agenti družbenih sprememb, ne. Skupine, kot smo mi, seveda ja, ne, jasno, da to počnemo, tudi država ali pa lokalne skupnosti deloma parcialno, sporadično odreagirajo, vendar če pogledamo nosilce in pa agente v sociološkem smislu, še enkrat, aktualne družbene produkcije, načina družbene produkcije, kot imamo zdaj, vidimo, da že razdelitev resorna po ministrstvih odraža ta način družbene produkcije in da tega, kar mi želimo narediti, pravzaprav ni nikjer noter kot, če povem čisto natančno, nekega resorja na ministrstvu ali urada lokalnega ali podpornih mehanizmov, kot je, ne vem, ŠGZ pa Spirit in tako dalje, ne. Kot vemo, imamo velike težave pravzaprav pred časom zadruge in pa subjekte socialne ekonomije spraviti v razpise, recimo podjetniškega sklada. Verjetno jasno, o čem govorim. Torej, poleg te primerjalne vrednosti, dajmo zmeriti družbene učinke
obstoječega načina družbene produkcije in dajmo se vprašati, kje pa je treba pravzaprav zgraditi institucije, ki bodo agenti oziroma nosilci te spremembe. Sam kot zagovornik te gradnje institucije, skozi institucije oziroma dolgega pohoda skozi institucije se seveda za to zavzemam. To je bilo to. Hvala lepa. Hvala, super. Jaz mislim, da smo zastavili veliko iztočnic za naslednji četrtek. Jaz upam, da se boste odzvali in udeležili tudi tiste debate, vam bom kasneje potem razložila potek. Zdaj pa vabim Matica končno, da nam še on predstavi svojo vsebino. Samo da še podelim. Ja, torej lep pozdrav. Zdaj danes smo si zelo širokega koncepta, ne vem, participatorne demokracije pa ekonomske demokracije, kot me je Tanja najavila, smo si izbrali en zelo ozek del, s katerim se tudi v zadnjih letih mogoče največ ukvarjam, torej participativni proračun, in seveda bi ga rad predstavil kot družbeno inovacijo. Torej pač ustreza vsem tistim 3 kriterijem, ki jih je Karolina prej pač izpostavila. Spreminja družbo, je nekaj novega in je tudi opolnomočevalen. Torej vse te kriterije pač obkljuka. Je pa še stvar razvoja. Tako da najprej najboljše, da pogledamo, kaj dejansko je. Zdaj enostavno pač gre za nek nov način delovanja skupnosti v lokalni samoupravi v našem slovenskem kontekstu, kar ne pomeni, da mora sicer biti omejen na lokalno samoupravo, ampak tu se je zdaj prijel. Zdaj, zelo pomemben del je to, da odprete nove kanale, ampak da ima tudi ta element, tako družbene inovacije, spreminjajo družbeno realnost, to pomeni tudi družbene odnose in zelo velikokrat z tem spremeni tudi razmerja moči v družbi. In zdaj, zelo pomemben del pri participatornem proračunu je, da prenese del odločanja neposredno na skupnost. Torej občinske uprave, kadar se to izvaja na nekem nivoju občinskih proračunov, kar je v Sloveniji pač tipično, se prenese direkt na občane, da lahko sami razpolagajo oziroma odločajo o tem, kaj bi se lahko z delom teh skupnih sredstev, ki jih pač v občini zberemo, z davki in drugimi prispevki, kaj se z njimi naredi. In je kot tak nek dvostranski oziroma v obe smeri poteka nek postopek družbene pedagogike, torej z uvajanjem tega postopka se učijo tako mestne uprave, torej uradniške in politične strukture, kot tudi občani. In kot tega pač se dosegajo neke družbene spremembe. Zdaj, kaj so te družbene spremembe? To je vprašanje, seveda. In zdaj, ker ni participativni proračun nov, se je že lahko, v Sloveniji je, ampak v svetu pa ne, je že bilo izvedenih dokaj raziskav, ki bi analizirale, kaj se spremeni v družbi, pač, ki izvaja take participativne postopke. In ugotovi se, da se na nivoju občin, kjer se tipično izvaja, to je najbolj pogosto, se pač povrne zaupanje v demokracijo, ki je marsikje že zelo šepa, tudi zaupanje v sam koncept demokracije, ne sam obliko, kot jo imamo, ki je pač zelo okrnjena. Aktivirajo se občani, torej spet začnejo delovati v skupnosti, ni zdaj sam spalno naselje, se peljem v službo, se peljem nazaj in edino, kar je važno, je, da ni cesta luknasta, zato ker je to edino, zakaj uporabljam mesto, ampak začnejo prebivalce zanimati tudi druge vsebine, se bolj vpejo v skupnost. Zdaj, če naj participatorni proračun deluje, morajo občani zaupati v to, da bo njihovo sodelovanje obrodilo neke sadove. In zdaj, če participativni proračun deluje, potem se poveča zaupanje v javno upravo. Če se to zaupanje ne zgradi,
ne bo obstal, ne, bo v bistvu se ukinil, zato ker občani ne bojo sodelovali v njem. In seveda, ne, tudi na drugo stran gre, ne, pač poveča se zaupanje v prebivalce, ne, zdaj mnoge uprave imajo zelo odklonilen odnos do svojih občanov, ne, se jim zdijo največja ovira pri opravljanju njihovega dela, ne, in tudi lahko v tej dvosmerni komunikaciji in sodelovanju ugotovijo, ne, da pa mogoče pa prebivalci niso tako bav, ne, če le na prav način pristopiš pač do njih. Zdaj, kaže se, da se s tem poveča učinkovita raba sredstev, ne, kar pomeni pač z manj sredstev rešiš več problemov in s tem dvigneš tudi življenjski standard pač prebivalcev kraja, kjer se to izvaja. Ne, to gre zato, ker na tak način prej detektiraš neke probleme, ne, ni treba čakati, da je cela ulica v razsulu, preden ti nekaj obnoviš, ne, medtem ko je mogoče treba samo en kandelaber nekje postaviti in pač postaviš ta kandelaber na mesto celovite obnove, ne, si porabil 10-krat manj sredstev, občani so zadovoljni, ne vem, varnost na ulici se poveča ali pa kaj podobnega. Ne, spet v tem izgrajevanju zaupanja, ne, se mora povečati transparentnost, občani ne bojo zaupali v postopke, kjer ne morejo ugotoviti, kaj se dogaja, ne, in je to kot neka črna škatla, kjer ne veš, kaj se zgodi, pa neki rezultati ven pridejo. Se vidi pač v praksi, ne, da kadar so postopki tako zasnovani, občani enostavno nočejo sodelovati in pol pač vse skupaj propade. Zdaj obstajajo tudi čist neki, ne, taki, ko bi rekel, ne mehki, ko bi rekel, amorfni pač učinki, ne, torej zaupanja in podobno, ampak so tudi neki merljivi, ne, zmanjšujejo se socialne razlike v mestih, ne, ker velikokrat jih povzročajo tudi ne vem, neenakomerni razvoj občin in podobno, ne, in zdaj, kadar so participatorni proračuni prav zasnovani, zagotavljajo tudi, da se občina bolj enakomerno razvije, ne, da ne postane nek del občine geto, ne, drug del pa fancy in podobno, ne. Zdaj, občani seveda, ne, ko sodelujejo v vsem tem in najboljši modeli temeljijo pač na deliberaciji občanov, ne, torej komunikaciji občan-občan, ne občan-občina pa občina-občan, ampak da se občani med sabo pogovarjajo, ne, in kadar se uspešno da to sprožiti, pač pride do izgradnje skupnosti, ne, in vse skupaj postane bolj prijazno, no, pač seveda v dobri skupnosti se vsi boljše počutimo, ne. V glavnem, no, in zdaj veliko teh učinkov pride zaradi tega, ne, ker občani imajo kup informacij, ki jih na občini nimajo, ne, ker vsako ulico poznajo, hodijo po njej, ne, če živiš na eni ulici, veš več o njej, vsaj v nekih aspektih, ne, ko pa pač nekdo, ki sam, ne vem, arhitekturne načrte gleda, ne ve pa, kako se zadeva uporablja ali pa še mogoče nikoli tam ni bil, ne. No, kakorkoli, ne, in to so vse neki elementi, ki jih lahko pač občina pridobi s tem, ko pač uvaja, ne, ta nov postopek. Zdaj mogoče, no, da grem, ne, zdaj Slovenija je tu latecomer, ne, vidimo, da po svetu, ne, je po lanskoletnem štetju, ne, nekje tam skoraj 12,000 teh participatornih proračunov. Evropa je ravno najbolj na gosto s tem, ne, in ima več kot tretjino pač vseh. Zdaj Slovenija, ne, jih ima pa le 25, na primer v primerjavi s Portugalsko, ki jih ima 2000. Ampak je to en razlog, no, da je to tako dolgo trajalo, namreč do leta 2014 je bilo uradno stališče tako ministrstva kot, ne vem, teh organizacij, ne vem, Skupnost občin, pa Združenje občin, pa Računskega sodišča, pa ne vem kaj, da to v našem pravnem sistemu ni možno in pač Slovenija kljub pač večjim pozivom pred tem, ne, ni nikjer uvedla, ne. Zdaj zanimivo je v Sloveniji, ker netipično po svetu je širil participativni proračun Združeni narodi pa Svetovna banka, ne, ki so pač v bistvu raziskali vse te pozitivne učinke, ki jih prinaša, ampak očitno jih je v Sloveniji ustavljalo, no, to stališče, ne, da pač v našem pravnem redu to ne gre. In je pa si v bistvu priborila ta participatorni proračun neko civilno gibanje, iniciativa Mestni zbor iz Maribora, ki je pač rešila to pravno zagato in ne, v bistvu prisilila prejšnjega župana, da je uvedel pilotno pač
pilotno izvedbo, v Sloveniji pa samo eni četrti. In takoj zatem je občina vse to opustila in šele letos je naslednji župan, torej po 5 letih, začel na novo in se trenutno izvaja v bistvu posvetovanje. No, ampak tista ena pilotna izvedba je bila dost, da se je prijel, torej je bil proof of concept, ostale občine, župani, vsaj tisti, ki jih je zanimali, so to pograbili. In se je začel počasi širiti, torej po pilotni uvedbi v Mariboru so hiter pač pograbili v Ajdovščini in pa njihovi sosedi tudi zelo hiter. Tudi nasploh se kaže, da gre to delitev, ker trenutno nima nič kaj institucionalne podpore, ni na nivoju pač ministrstva ali pa kaj takega, občine ne morejo dobiti nobene pomoči, ali pa ne vem, te združenja so se nekako lotila, Skupnost občin Slovenije je ustanovila neko delovno telo, kjer pač naj bi pomagalo občini, ampak glih malo pred korono, tako da v bistvu ni aktivno ta trenutek. No in se je vsa ta širitev, če jo pogledamo, se je dogajala nekako tako, da je ena občina uvedla, pa so pa sosednje občine videle, kako zelo so to občani zadovoljni, in so pa začeli tudi sami uvajati. In če gledamo malo skozi leta, vidimo, nekje se je začel, in je pa v bistvu so sosednje občine to pograbile in šle naprej. Zdaj, letos je bila bolj slab narast, namreč ker nekaj občin je v bistvu prestavili prvo uvedbo zaradi korone. Vemo pa že vsaj 5 novih je gotovo, med drugim tudi 2 mestne občine, ki bojo to uvedle. V glavnem, zdaj, mogoče se ne bi posebej spuščal, kako to poteka. Je pa ta nek 4-fazni sistem, ki je podoben tudi pač kot mednarodno. Zdaj, mogoče, če se vrnem na tale slajd. Zdaj, vseh teh 12,000, ko sem tam pokazal po svetu, vsak je drugačen, tudi 2 občine nimata čisto isto, ampak se jih da grupirati v neke, pač, ko bi rekel, idealizirane modele. In nekako najboljši se je izkazal ta model participativne demokracije, kjer občani dobijo to moč odločanja, torej pač, ko bi rekel, po tisti Arnsteinini lestvici pač državljanske participacije, je to 7. od 8 stopenj, ki predstavlja pač delegirano moč, samo še ena stopnja je nad tem, ki je pa pol avtonomija. Tega pa pač v Evropi nikjer ni. Torej, trenutno je participativni proračun v tem modelu participativne demokracije najbolj opolnomočujoč postopek za občane, gre za delegirano moč. No in glih ta model, torej, ker ga je v bistvu izdelala civilna iniciativa, ki je pač želela, da bi imeli občani čim več vpliva, ga je seveda dizajnirala tako, da je čim boljši za občane, pa jih ni glih tu grozen zanimali, jih rečem, zato ker sem jaz tudi tej iniciativi, dobro, da povem. In ni ga naredila tako, da je najlažje občini, kar imajo občine velikrat impuls, da zasnujejo postopke tako, da so za njih najlažji, občani naj se pa znajdejo, ampak ta model ni. No, ampak mednarodno se ta model izkazuje kot nekako najbolj učinkovit v smislu doseganja teh ciljev. V glavnem. In ta model se je pol v bistvu razširil. Vse te občine, ko so v bistvu ga pol povzemale po tisti pilotni izvedbi v Mariboru, v bistvu so uporabljali ta isti model. Prva občina, ki ga je povzela, je bila Ajdovščina in so dobesedno copy-pastali iz strani, ki jo je takrat iniciativa imela kot kampanjo za uvedbo. In Ajdovščina se je izkazala kot tak dober model, da v bistvu veliko občin hodi k njim se učiti in v bistvu povzemajo od Ajdovščine model in izvedbo. Drugače, te 4 faze potekajo, ki pač temelji na občanih z deli, ki jih mora občina opraviti. Torej, pomembno je, da občani in predlagajo in odločijo o tem, kaj se bo delalo, medtem ko občina v bistvu servisira cel ta postopek. To pomeni, da občina projekte ovrednoti,
in seveda pa tudi izvede. Zato, ko piše projekte v vrednoti, to je zelo pomembno razumeti, da občina ne presoja, če so predlogi dobri ali slabi ali ne vem kaj, ampak sam, če jih lahko občina izvede, torej, če so v skladu z zakonom, so v njihovih pristojnostih in podobno, jih umesti na glasovanje, če so pa zdaj neki nezakoniti v nasprotju z občinskimi odloki ali pa ne vem, zadnar, ki pač presega ta okvir participativnega proračuna, jih pač izločijo, zato ker ne moreš dati na glasovanje nekaj, kar pa objektivno ne moreš narediti. To občina zagotavlja, da tisto, kar gre na glasovanje, je tudi možno izvesti. Zdaj, nek okvir za temu je bilo potem, ko je bilo že kar nekaj primerov participativnega proračuna, so ga definirali v zakonu o lokalni samoupravi, so dodali ta A člen v 48. člen, ki pač pravi, da lahko pač v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. In pač vse se mora končati, preden se sprejema proračun. Torej, to je zelo ohlapen okvir, marsikaj je dovoljeno v sred tega, ampak kljub temu pa onemogoči en kup nekih praks, ki so se mednarodno izkazale kot slabe. In kljub temu, da občina, mislim, Slovenija nima zdaj ne vem koliko praks, je relativno nova, bi si upal trditi, da ima pač kvalitativno, ima pa med boljšimi v povprečju. Čeprav vsi poznamo iz tujine mnogo, mislim, prakse, ki presegajo vse, kar je pri nas viden, ampak tam je širok razpon nekih teh z vidika opolnomočenja prebivalstva, je precej širši razpon kot v Sloveniji, kjer so vse pač na vrhu. V bistvu vse uporabljajo najboljši model, tudi zaradi tega, ker jih je ta člen v bistvu omejil, da je že težko kakega drugega uporabiš, ki je manj resen. Torej, mora se o sredstvih, morajo občani biti tisti, ki odločajo o tem. In to se nič ne dela naknadno, ampak še prednje proračun sprejet, kar onemogoči cel kup nekih mešetarjenj in ne vem kaj, kar se je izkazali kot slabe prakse. In tudi po svetu se vsi ti ostali modeli v bistvu počasi reducirajo. Nekateri, kot ta javno-zasebna pogajalska miza, so že čisto izginili, ampak vedno bolj gravitira k tej participativni demokraciji, zato ker ti uspejo dolgoročno pač občane držati zainteresirane, torej, da imajo dejansko nek vpliv. Zdaj, da se ne bi preveč spuščal po tem. Zdaj, koliko bi se razvijali v bistvu participativni proračun, zdaj treba je vedeti, da če ti hočeš, da bojo občani pač aktivirano stali, da bojo se tega držali in v njem sodelovali, moraš občane postaviti v center tega. Torej, tisto, kar sem prej rekel, da ne naredi občina tako, da je njim fajn, občani naj se pa znajdejo, ampak obratno, naredi tako, da je občanom fajn in da občina naj se znajde. Torej, tudi čim manj zbirokratizirati za občane, ne glede na to, če ima za to občina nekaj več dela. Seveda vse v mejah razuma, ne more se ustaviti občinska uprava, pa se sam s tem začeti ukvarjati, ampak mora pa biti tako, da je občanom dosti enostaven. Imamo tudi primere slabe prakse v Sloveniji, ko so župani pač bili malo pametni, pa so rekli, ne, bomo mi to drugače naredili, in so bile posledice take, da je udeležba padla, ne vem, za 50-krat in podobno. Zdaj, ti modeli, seveda, ker to gre za nek postopek družbene interakcije, morajo se vse občine zavedati in pa tudi tako naravnati, da se bo pač spreminjal ta model. Zdaj imajo vse občine relativno enaka, ker so pač kopirale ena od drugo z nekimi razlike so bolj v lokalnih specifikah, pa nekateri glasujejo, ne vem, prek SMS-ov, drugi po telefonu, drugi po pošti pošljajo, tretji imajo volitve, četrti imajo spletne aplikacije in podobno. Ampak v temelju so zdaj vsi postopki isti, ampak skozi čas se bo te lokalne, če bojo dobro izvajali in prilagajali, bojo evalvirale te lokalne izvedbe in bojo postale pač bolj specifične na potrebe lokalnega okolja. In se pač pričakuje tudi vsake občine, ki bi to uvedla, da izvaja neke evalvacijske postopke,
z občani, ne, prisluhnejo, kaj imajo občani, komentarje in podobno, in potem ne, tudi spremenijo iz leta v leto te postopke. Tudi to se v neki meri že dogaja, čeprav večina občin, ne, pri nas, ko je to uvedla, je šla skozi en cikl, ne, še niso imeli nobene priložnosti kaj prilagajati ali pa evalvirati, ampak te občine, ki so jih pa več izvedle, ne, se pa že vidi neke diferenciacije, ne, ki so pač progresirale skozi čas. Ne. Zdaj, ne, kaj je zdaj tisto, kar je, ne, pomembno, pač, da se odloča o javnih sredstvih, ne, to mora biti zagotovljen, naprej komuniciran, ne, občani na obljube, bomo naredili, ne, vi predlagajte, mi bomo pa naredili, kaj se nam da, ne, pustimo ob strani, da to sploh ni participativen proračun, ne, ampak ker dosti občin se pretvarja, da izvaja participativen proračun, v resnici pa pač neko podajanje predlogov, ki pač ni nobena demokratična inovacija, ker to si lahko že v času srednjeveških grofov, ne, pač podal predlog, ne, v bistvu so poskušali, no, in so ugotovili, da občani se ne odzovejo na to, ne, pač jim je vseeno, ker mislijo, da je to zapravljanje njihovega časa in tudi če v resnici ni, no, sicer občani se pogosto ne motijo v tem. Odločajo občani, ne, to je tisto, kar to naredi, participativen proračun, in pomemben je, ne, da se te odločitve tudi zagotovo izvedejo, ne, zato je zelo pomemben ta postopek evalvacije na občini, ne, da občina ne da naprej na glasovanje projekte, ki jih pa ne bo mogla izvesti, če bojo izglasovani, zato ker si totalno zbije kredibilnost, ne. Zdaj, zelo pomemben element je deliberacija med občani, ne, to je zdaj nekaj, kar se cilja na to, ne, tipično to ni nekih participativnih postopkov, ki jih v občinah izvajajo, tipično potekajo, ne, v smeri, da občina komunicira z občani, ne, in odpre kanale, ko občani podajajo predloge ali pa dobijo kak feedback, ne, ampak v participatorskem proračunu, ne, je pa zelo pomemben, da se nekako organizira, spodbudi, omogoči, da se občani z občani o tem pogovarjajo, ne. In če ta element se da narediti, ne, bo to zelo dvignilo neko kvaliteto pač samega sodelovanja, ne, bojo tudi predlogi bolj domišljeni, bolj skupnostno naravnani. Ne, zdaj tisto, ko sem prej govoril, ne, da pride do sprememb v družbi, ne, tudi to se je raziskovalo, ugotavlja se, da je participativni proračun, če je dobro izvajan, je element transformativnega učenja, ne, kar pomeni, da pač ljudi, ki sodelujejo v njem, spremenijo svoje neke življenjske poglede, svetovnonazor, začnejo dajati drugačno težo, ne vem, skupnosti pa sebi, ne. Svetovna banka to opiše, ne, da po 5 letih tipično pride do inverzije investicijskih prioritet, ne, kar je pač birokratščina, da ljudje nehajo biti sebični riti, ne, ampak malo študirajo, ne, kaj cela skupnost rabi. Ne, in to pač dolgoročno, če se dobro izvaja, ne, pride do tega, ne, in to je pač pomemben družben element. Treba seveda vedeti, no, da zdaj, ne, taki majhni zneski ali pa, ne, na nekem precej nizkem nivoju, ne bojo zdaj privedli do cele transformacije družbe sami po sebi. Je pa gotovo tudi nek laboratorij, ne, kjer se ljudje navadijo, ne, pač demokratično delovati, ne, vidijo, da se da nekaj doseči, znajo tudi sprejeti, kadar, ne, pač skupnost njihovega predloga ne ovrednoti dobro, ne, znajo razmišljati, ne, tudi tisti ta najbolj cinični, ko bi sam radi za sebe parkplac zrihtali, ne, da če bojo naredili predlog, ne, dajte meni parkplac, bo imel en glas, ne, če boš pa magar za krinko, pa v resnici to ne misliš, ne, dajte urediti parkiranje v naši soseski, ne, bo pa precej bolje, ne, boljši rezultat, ko bo prišlo do odločanja. V glavnem, no, tak sistem, ne, prisili ljudi, da obrnejo neko razmišljanje v glavah, tudi če v resnici niso skupnostno naravnani, ampak je to, ne, nekaj, kot te že sam mehanizem sili v to, ne. Zdaj, če se dobro izvaja, je to en element, ko se ga da zaznati, tako na grobo, ne, ta polomljena smrekca, ko jo imam tu na grafu, je nek graf, torej udeležbe občanov, pač to je samo eden izmed kazalnikov, ampak je kar poveden, ne, torej če dosežeš to, se že kaže, da delaš najverjetneje v redu,
ne, torej, da se iz cikla v cikl, ne, pač povečuje udeležba tak na nivoju pač deliberacije ali pa podajanja predlogov, ne, zdaj, če deliberacije ne miriš, pa večina občin pri nas jo ne, do pač pol odločanja, ne, torej, ko se glasuje, ne, in zdaj, če se ti to skozi cikle v bistvu povečuje v obeh fazah, ne, da nastane ta smrekca graf skozi čas, ne, pa lahko vidiš, da nekaj prav delaš, ne, torej se gradi ta cikl zaupanja, ne, občani so pripravljeni vedno več svojega časa vložiti v to, ne, se vedno bolj skupnostno angažirati in tudi bolj skupnostno razmišljati, ne. Zdaj v Sloveniji, na primer, ni veliko občin, no, ko so več ciklov naredile. Zdaj Ajdovščina bi letos šla v tretji cikl, ne, če jih spet ne bi korona zafrknila, ampak 2 cikla so pa že izvedli, ne, in vidimo, da so napredovali, ne, da je se povečala udeležba v njem. Tudi uvedli so, ne, torej iz prvega v drugo so uvedli nov participativen proračun, ne, torej izvajajo 2 hkrati, sicer pod istim imenom, ne, ampak v enem lahko sodeluje cela prebivalstvo, ne, v drugem je pa samo za mlade 60 jurjev, ne, in torej lahko samo mladi glasujejo v tem drugem delu, ne. In so se to odzvali na stvar, ki so jo v prvem ciklu, ne, pač evalvirali, torej da je bila zelo nizka udeležba med mladimi, ne, in so potem fokusno do drugega cikla v bistvu uvedli nekaj sam za mladega in tudi posvetili posebno pozornost, da so povečali, ne, udejstvovanje mladih in jim je to uspelo, ne, namreč mladi so se udeleževali z 21% udeležbo, ne, kar je več kot povprečju, ne, ker če vidimo, koliko se drugače mladi, ne, nekih teh političnih postopkov udeležujejo, ne, je 3-krat manj od povprečne populacije, tukaj jim je pa uspelo to preseči. Tako da to je kar uspešen, ne. Zdaj, ne, imamo tudi nekaj slabih predlogov, ali pa mogoče, no, to, ko je bila Ajdovščina, ne, podobno je Koper, je ravno zdaj letos, pač mesec nazaj, v bistvu končal svoj drugi cikl, ne, in so tudi podvojili udeležbo, ne, pač iz prvega v drugi cikl, in se je tudi kvaliteta predlogov se je vmes zelo dvignila, jaz sem bil v komisiji njihovi, ne, in je na primer zelo fenomen, no, posebej pri prvem ciklu je, da zelo velik odstotek predlogov se zavrže, zato ker občani ne razumejo, kaj so pristojnosti občine, ki so parcele, mislim, kje so zemljišča, ki so v lasti občine in podobno. In tudi do 70% pač vseh predlogov se more vršiti ven, zato ker se nanašajo na stvari, ki pa občine nimajo nič z njimi, ne. Ali pa so, mislim, daleč presegajo zneske ali pa kaj podobnega, ne. Ne vem, je 30 jurjev na voljo, pa predlagajo projekt za 72 milijonov, ne, ko se je zgodilo v Kranjski Gori ali pa kaj takega, ne. No, ampak obstajajo pa tudi neki primeri, ne, ko se je v bistvu zavozil, ne, na primer iz precej dobre udeležbe v Mariboru v pilotnem projektu, ki ga je pol občina v bistvu izdala, ne, izglasovanih projektov niso izvedli, ne, in so kljub temu šli v drugi cikl, ki so ga še tako pohabili, ne, da občani niti odločali več niso v ničemer, torej ni bil v bistvu več participativen proračun, ne, čeprav so ga kot to prodajali, in je udeležba padla za 10-krat, ne, pač občani se niso hoteli tega iti, ne. In to pušča tudi posledice, na primer zdaj imate, ne, so težave v zdajšnji uvedbi, ne, ko je nov župan se pa nekako bolj resno lotil, ne, rezerviral konkretna sredstva, ne, dal odločanje občanom nazaj, ne, vse je lepo transparentno, ne, ampak že lahko, kljub temu, no, da še ni zbiranje predlogov končano, ne, lahko vidimo, ne, da je udeležba občanov zaradi tega, ne, pač ohlajena, ne, pač 2-krat so jih že nasrali, ne, in zdaj z manjšo mero v bistvu se vključijo kot prej, ne, in podobno izkušnjo imajo tudi v Komno, kjer so imeli v prvem ciklu, ne, največjo udeležbo od vseh občin, ki so pri nas to uvedle, ne, 21% občine je v bistvu sodelovali v tem, v bistvu, ne, 3000 pa nekaj prebivalcev imajo, pa so dali 156 predlogov, ne, torej vsake 25, ne, oziroma 23 prebivalcev je nekdo dal predlog, drugače je nekje, ne, 100 do 200 pač prebivalcev, tipično po občinah, torej zelo so bili aktivni, in potem je pač se zamenil župan, ne, on je bil pameten, ne, pa je rekel, bom jaz pa zdaj vse spremenil, in pa so imeli lansko leto pač drugi cikl, in je bilo predlogov, je bilo, ne vem, 25 ali mogoče 26, na glasovanju je pa sodelovalo manj kot 30 občanov, ne, pač
ne, zelo hitro se znaš zafurati, če ne veš točno, kaj delaš, ne. In zdaj nekatere občine uspe to pozitivno spiralo skupaj spraviti, torej ne, povečanje zaupanja, medtem ko drugim občinam to ne uspe, ne. Zelo pomemben je, na kak način se tega lotiš. Zdaj, mogoče ne bi zdaj nadaljeval, pa tukaj detajle, ker vidim, da sem že porabil čas, pa še čez, hvala, ker me niste preganjali, bi mogoče odprl za debato, ne, ker vidim, da je v publiki tudi neki ljudi, ki izvajajo, pa mogoče kaj konkretnega nagovorimo, ne vem. Super, Matic, hvala. Prej smo šli čez čas, tako da ti si čisto okej. Zdaj, če ima kdo kakšno konkretno vprašanje na dan z njim, slabih 10 minut imamo za debato, potem bomo šli pa na predstavitve. Zdaj, samo da jaz vidim čim več. Gospa Alenka, lahko kar vprašate v živo. Pravo, me slišite? Okej. Ja, jaz bi pohvalila oba govorca, uživam v obeh predstavitvah. Bi me pa pri vaši predstavitvi zanimalo, zakaj pravzaprav, mislim, si nekaj občin imamo, ampak zakaj jih pa ni več? Kje je večji razlog, največji razlog? Ja. Če bi ugibal, bi rekel odpor političnih struktur do poglabljanja demokracije. Zdaj, to ni moja osebna izkušnja, ne, zato ker kot pač nek svetovalec, jaz ne rečemo s pol temi občinami sodeloval, ne, pač na nivoju izvedbe, ampak jaz tipično pridem v stik z temi, ki želijo to, ker me pač kontaktirajo, da rabijo pomoč pri izvedbi in pač grem. Ampak, ko se pa pogovarjam s temi župani, pa oni razlagajo, ko se menijo z župani pač iz drugih občin, in da zelo velikrat, da večina odzivov, ko on to razlaga, da pač odvrnejo, saj smo imeli volitve, kaj jih bom zdaj spraševal. Tako da sumim, da je to glavni nek razlog. Seveda bi se pa dalo to preprečiti oziroma preiti. Naprimer, če bi se ponudila nek korenček za to, če občine to uvedejo. Zdaj palice bi jaz odsvetoval, zato ker če lahko ti izvedeš, ampak zelo slabo in pa narediš več škode kot koristi. Ampak da bi bila ali podpora, ne vem, morda z ministrstva. Obstajajo primeri, ko so se stičišča nevladnih organizacij in predstavnike danes v slušateljstvu prijavili na razpise, ki jim dajo neka sredstva, da lahko pomagajo občinam pri uvedbi in izvedbi. Ko se bojo skozi čas, verjetno bo se zdaj to več pojavljalo, se bojo kakšni taki mehanizmi, bi seveda tudi vsi ti župani, ki zdaj nasprotujejo, malo se umilili, videli, da to ni tako bav. Pogosti strah je tudi, da občine mislijo, da to bo pa toliko dela, da to bojo zdaj mogli vse pustiti, pa boh ve, kaj se bo zgodilo, pa skregali stepli se bojo občani. Mislim, na marsikaj naletiš, tako da zelo je tako pač strah pred neznanim mal. Tudi zato vidite, da ko ena občina uvede, potem začnejo sosednje občine uvajati. Ko vidijo, da to ni zdaj neki, da bojo celo občino zaribala, pa se ne bo nikamor več premaknila, ker bojo sam še to delali. Podobno. Dostikrat se ne zavedajo, da to zdaj ni nekaj novega, da to je zdaj del občinskih sredstev. Oni bi jih tako ali tako za neke projekte porabili, ki bi jih pač občinske strukture ali pa uradi morali delati. In zdaj pač občani izberejo, kateri so ti projekti, drugače pa število projektov je bolj kot ne isto, ne glede na to, če je PP ali ga ni. In ko enkrat vidijo, da se ne zgodi to, kar mislijo, da zdaj pa bi to totalno obremenilo upravo, da potem se že umehčajo. Tako da tu več elementov je po moje. Hvala. Borut. Ja, zdravo. Ta, ki ga je omenil iz stičišča nevladnih organizacij Matic, to sem jaz, tudi bi hotel nekaj dodati v zvezi s tem, zakaj se ne oziroma zakaj se pravzaprav.
V zadnjih nekaj mesecih smo se pravzaprav vsedli, tako moram reči, na vlak IMZ-ja, oziroma to, kar je Matic pripeljal v Slovenijo v zvezi z participativnim, in spodbudili tudi to, da je zdaj tretji poskus v mestni občini Maribor z PP-jem dosti bolj resno se izvaja. No, glavnem, kaj je bil eden od argumentov, ki pa sem jih slišal osebno, oziroma sem bil tudi v dialogu z dvema človekoma. Eden je mestni svetnik v Mariboru, en pa je iz MČNKS-ja, predstavnik. Oba sta se bala, kaj bo zdaj za njimi, če povzamem na kratko. Ker so rekli, ja, mi smo bili, oba sta to trdila, mi smo izvoljeni, ampak zdaj bojo pa ljudje nekaj sami odločali. Upam, da slišite neumnost izrečeno. Če bojo pa zdaj ljudje izločili, skratka, če ne bomo imeli tega posredniškega sistema, kot ga imamo tukaj z MSI, KČI, skratka mestnimi četrtmi in pa krajevnimi skupnostmi in pa mestnim svetom, potem bojo ostali oni brez dela, to pomeni brez vpliva in moči, kar seveda ni res, gre za nek dodaten element odločanja ljudi. Ko jima je to bilo predstavljeno, je pa res, da trajalo nekaj časa, sta oba potem postala naklonjena participativnemu proračunu, tega modela, kot ga opisuje, ki ga imamo v Sloveniji, kot ga Matic opisoval. Eden, ki je pa prej od teh dveh, ki je prej goreče nasprotoval, med drugim je bil njegov argument tudi ta, da gre zdaj z tem PPM, participativnim proračunom, za ukinitev mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Da je to pač nek trik, s katerim se bojo ukinile mestne četrti in krajevne skupnosti. No, ko je spremenil mnenje, ga je zelo goreče spremenil, zdaj pač goreč podpornik participativnega proračuna, ker je razumel, da ni nič narobe s tem, če ljudje sami nekaj o tem odločajo. Še eno značilnost bi mogoče poudaril v zvezi z širjenjem, zakaj se več, en argument še, župan iz Benedikta, ki je pred kratkim, mislim, da en mesec pa pol nazaj povedal, da bi naslednje leto začeli delati PP, je bil čisto preprost in je bil že skoraj da župansko, lokalno, šerifovski, rekel, ja pa naj ljudje povejo, kaj hočejo. To je skoraj da navedek, kar se mi zdi okej, naj ljudje povejo, kaj hočejo, s tem, da je potem treba ta motiv opremiti seveda s podobnim modelom, z modelom, ki je PP, ne pa nek nadomestek. Še info, da zaključim, trenutno na tem štajerskem koncu na vzhodu Slovenije, v okolici Maribora je prišlo do efekta in my backyard, potem, ko je Maribor začel zdaj ponovno tretjič za laufo, so Ruše povedale, da bi radi imele, Benedikt in pa mestna občina Ptuj. To vem zagotovo, ker so nas kontaktirali. V Lovrencu se pa pravkar izvaja in bo, mislim, da zdaj 10. že glasovanje. To je zaenkrat stanje stvari. Toliko, hvala. Pa hoče bojo najbrž tudi. Matic, me zanima, kdaj boš prišel v Celje? Sem že bil. Imel predstavitev, so me povabili pač vaši svetniki, ampak pa niso nič premaknili. To je bilo 3 leta nazaj, mogoče celo 4. Bomo kaj premakniti poskušali. Ok, jaz bi zdaj šla naprej, da zaključimo do 12. Verjetno še imate kaj danes za opraviti. Tako da bi zdaj povabila Lenko, da deli svoj ekran, če ji bo uspelo. Lenka, si z nami? Če Lenke ni, probaj še enkrat, prosim. Ja, sem. Share screen. Lenka imam odprto, ampak se mi tukaj ne vidi. Samo počakati, tam je treba pritisniti, pa potrditi, pa bi moglo to se zgoditi. Ne gre. Mislim, ne razumem, zakaj mi tukaj na ekranu ne pokaže. V redu, lahko pa razložiš, saj v 5 minutah.
moram Ali reči, pa tule v chat pol daš link lahko kasneje. Okay, jaz bom v bistvu zelo kratka, no, ker sem v tem vmesnem času doživela tako potrditev naše družbene inovacije, da sem čisto vzhičena. Namreč dobro z dobrim je neke vrste odgovor nekih 8 let razvoja. Zdaj ga nekako imenujemo to bolj kot platformo, kot gibanje, iz razloga, ker glih to, kar je predhodni govoril, a je občina skupnost, a lahko nastane tudi kakšne druge skupnosti, ki neko družbeno spremembo skupaj gradijo, ali mora biti to obvezno neka formalna skupnost. Tako da smo v bistvu mi ugotovili, da če govorimo o skupnosti, se velikokrat zapremo v nek krog, če želimo pa družbeno spremembo širiti kot neko inovacijo, je pa fino, če smo bolj odprti, zdaj v teh časih težko rečemo, bolj pa nalezljivi. Se pravi, da se ne omejujemo, da je to neka skupnost, v katero se je treba članiti ali pa biti tam doma, ampak da kdorkoli želi, nekako se lahko priključi. Tako da zdaj ta dobro z dobrim je res prebil tisto razumevanje neke vrste novih tržnih poti, novih prodajnih poti za neke trajnostne produkte, ali s kulturno vsebino, ali čist z neko industrijsko vsebino, inovacijo, tehnično in družbeno skupaj, da na nek način preko teh majhnih korakov lahko pridemo preko ustvarjanja zelenih delovnih mest do grajenja vključujoče družbe. Se pravi, naš dolgoleten napor, ki moram reči, da se moram Violeti zahvaliti kot neki taki mentorci v Inko gibanju, da v bistvu vemo, da z nekim gospodarskim, podjetniškim pristopom lahko konkretno spremenimo družbo, se je pač uresničil. Zdaj nas je trenutno 74 redno zaposlenih trajno, v 6 pa delodajalcih, imamo v bistvu vplivamo na ohranitev nekih tradicionalnih industrij v prostoru, uvajamo neke podporno okolje tudi za mlade startupe v teh co-factory oziroma teh skupnostnih tovarnah. In seveda s tem pristopom konkretno dokazujemo, da je gospodarski pristop zelo učinkovit za družbeno inovacijo in za družbeno spremembo. Tukaj sem jaz v bistvu v prvem delu bila majčkan izzvana oziroma sem razmišljala ves ta čas, kako v bistvu ocenjevati družbeno inovacijo, kdaj bo družbena inovacija res tista, ki bo kakovostna, kar je bilo na začetku povedano. In seveda vključujoča družba kljub vsemu se začne pri posamezniku enemu. Se pravi, če enega vključiš, si že naredil nekaj, kar pomeni, da je realno lahko en majhen produkt, ena majhna storitev že družbena inovacija, ne glede na to, da je mogoče ta učinek ni takojšen za celo družbo, ker delaš evolucijo, ne delaš reevolucije. Tako da vsak korak se splača zmeriti, ker iz tega majhnega koraka lahko kljub vsemu simuliramo, kako bi ta stvar izgledala v neki širši skupini oziroma če se jo razširi na večjo skupnost. Tako da ta dobro z dobrim, kaj moram reči, da je nekako krovni premik v letošnjem letu vsega tega, kar smo mi do zdaj počeli, je v bistvu ključen zaradi tega, ker smo znali vključiti mlade ljudi, ki nekako niso bili obremenjeni s tem, a je to nekaj inovativnega, je to nekaj novega, ampak so v bistvu tudi slišali, da če neka stvar že v zgodovini preživela v naši skupnosti, naše prednike, da se jo splača mogoče obuditi, da se splača v bistvu ne reči, da je nekaj inovativno, ampak da je nekaj bolj trajnostno, da nekaj ponavljamo, kar je naše prednike že preživelo. Naprimer, mi v Ljubljani smo imeli zelo naprednega župana Hribarja, ki je v času neke lakote odkupoval koprive od prebivalcev, zato da je iz tega kuhal žajfo za mestno bolnico. To je v bistvu nek pristop nakupa z namenom, ki seveda ni isto, kot je predhodni govoril o tem
infrastrukturnem proračunu, se pravi, ni denar prišel v to skupno skledo preko davkov, ne, preko glavarnine v občini, ampak je prišel v bistvu čist prek nekega preprostega posla. Ne. Tako da tukaj z dobrim bi rad povezoval med sabo te različne pa deležnike, zato da v bistvu se nič ne čaka, ne, da se hitro lahko neka stvar spremeni, kar pa ne pomeni, da to ni vpliv na širšo spremembo, mi temu rečemo spremembo po meri človeka. Ne. Zakaj? Zato, ker seveda, če je po meri človeka, potem je to človeku ugodno in na to ne bo pozabil, bo to vadil, bo to stalno uporabljal in bo seveda s tem trajnostno nekako sebe spremenil. Če se človek spremeni, se spremeni še enega in je pač to neka stvar, s katero lahko potem govorimo, da se je neka sprememba v družbi zgodila. Zdaj zakaj to vežemo mi na vključujočo družbo, ne samo na prodajo trajnostnih produktov in storitev, iz tega razloga, ker trdimo in tudi znamo konkretno dokazati in smo bili tudi zmerjeni, da je ta pravica do dela oziroma to, da ima človek vsak dan nekam zajeti, dobiti plačilo za svoje delo v obliki plače, tudi če njegova produktivnost zelo nizka, je enostavno ekstremen učinek. No, to je v bistvu taka moč, ko v bistvu čez nekaj let, ne vem, ko ima nekdo 10 let delovne dobe, ne, ki je prej v bistvu 6-7 let čakal na to priložnost, v bistvu vidiš ta družben prihranek, ne, si ustvarjajo družine, imajo prihranke, se izobražujejo, napredujejo, v bistvu se njihova kariera, v bistvu dobijo oni tisti zagon, da so aktivni v družbi in seveda to je konkretno pristop, s katerim lahko dosegamo trajnostne cilje, ki smo si jih pa zadali, zmanjševanje lakote, se pravi, kup teh učinkov je, ki pa seveda, kar je meni najbolj všeč, ne, enostavno teh učinkov oziroma tega gibanja nobeden ne more ustaviti, ne, ker vemo, da kadarkoli si preveč odvisen od neke zakonodaje, od nekega trga, ne, od nekega priložnosti, ne. Minutko še, pa bomo mogli iti na drugega. Takrat seveda potem imaš strah, ne, da ti to ne bo uspelo. Ne. Bolj, ko si razpršen, ko imaš nek storitev pa produkt, ki več ljudi potrebuje, ne, in jih povabiš, da prispevajo k tej stvari, bolj je nekako to, bom rekla, trajnostno, neodvisno. Ne. Tako da to je moje sporočilo. Zdaj ta nakup z namenom, no, moram reči, da mi smo v parih evropskih projektih ugotovili, da je ključen link med celim gospodarstvom, se pravi to medsektorsko sodelovanje in nerazlikovanje vrste gospodarstva enega med drugim. No, tukaj se jaz z prvo govornico s Karolino ne strinjam, no, da pač je razlika med gospodarstvom glede kapitala, ne, ker v bistvu potrebuješ za vsak gospodarski premik potrebuješ tako kapital, ne, kot človeka in seveda absolutno je pa ključno, da je ta kapital družbeno odgovoren, ne, in da ni škodljiv, ne, ker vemo, da so nekatere stvari, ki so škodljive, ne, kapital sam po sebi pa ni škodljiv. No, tako. Evo, moj zaključek. Hvala. Lenka, prosim, če daš link v chat box. Ok. Prav? Ja. Gospa Vesna Hodnik, vas lahko prosim za predstavitev? Živam. Tudi jaz nimam uradne predstavitve. Jaz sem pravzaprav po nekem naključju preko Ledeje prišla do tega vašega projekta in do teh 3 srečanj, ki jih organizirate. Moram reči, da izjemno uživam. Uživam zato, ker so vsebine izredno dobre, inovativne, predvsem pa zelo spodbudne. Slovenska gospodarska zveza, mogoče pa vseeno kratka predstavitev, kdo mi smo, mogoče zato, da to lahko naredimo. Kdor je še pač ne pozna, si pa vseeno mislim, da smo že vseeno malo poznani. A je že deljena? Ja. Je, ne?
To je ena naša taka splošna predstavitev, ampak Slovenska gospodarska zveza obstaja v Celovcu že 32 let, to je še leto stara prezentacija. In mi smo neprofitna organizacija, ki deluje na tem čezmejnem področju in na čezmejnem povezovanju, se pravi zdaj že res aktivno 32 let. In v bistvu naše poslanstvo je to, da smo nek most med Slovenijo in Avstrijo. In je v bistvu ukrepitev sodelovanja predvsem z malimi in pa srednje velikimi podjetji in pa mikropodjetji. Tako da to je tudi naš nekakšen core business. Pa bom kar preskočila, pa bom šla samo naprej, kaj so naši 4 stebri delovanja. Se pravi, mi delujemo kot gospodarska zbornica, kar pomeni, da opravljamo nekako aktivnosti gospodarske zbornice. To pomeni svetovanje podjetjem, organizacija kongresov, seminarjev in tako naprej. Smo tudi slovensko-avstrijski poslovni klub, to pomeni, da smo za Spirit poslovni klub za Avstrijo in pa za Južno Tirolsko. Smo stičišče mladih in smo razvojna agencija. Kot razvojna agencija, predvsem v tem smislu, ker delamo evropske projekte, ravno danes, na primer, smo oddali čudovit projekt za Erasmus+, in letos smo tudi zaključili en uspešen Interregov projekt Connect SME+, ki je pomagal internacionalizirati mala in pa srednje velika podjetja. In zakaj se mi zdi pomembno, da se spoznamo oziroma da povem par stvari o Slovenski gospodarski zvezi, ker pravzaprav iščemo ideje in načine povezovanja med Slovenijo in Avstrijo in mogoče tukaj kdo izmed udeležencev vidi neko priložnost za projektno sodelovanje ali pa za neko širitev projekta. Moram reči, gospa Lenka, čudovit projekt delate, nisem ga poznala in ga bom zdaj bolj natančno pogledala. In zakaj pa ne? Zakaj ne bi šli čez mejo, tako kot ste rekla? Zakaj bi se mogli teritorialno omejevati? In tudi gospodarstvo res ni vezano na državo, ni vezano na občino, ampak je pravzaprav gre lahko tukaj za regijsko povezovanje, za neke regijske priložnosti. In manjšine tukaj so eno močno stališče zavzemajo tako v Italiji, kot tukaj v Avstriji, na Madžarskem. Hrvaška se zelo prebuja, tudi kar se tiče manjšinskega delovanja, na področju gospodarstva seveda govorim. Tako da tukaj vidim en kup enih priložnosti, predvsem pa tak projekt oziroma tile vaši webinarji, priložnost za povezovanje in navezovanje stikov, kar bi bilo v živo sicer lepše. Upam, da nisem bila prehitra, ker vedno hitro govorim. Ampak bi rada pustila svoje podatke oziroma, da si mogoče pogledate stran Slovenske gospodarske zveze in če bi kdorkoli vidi neko priložnost za povezovanje, smo seveda tukaj za vas in z veseljem se slišim z vami. Mogoče sedaj smo tudi na primer v fazi, da oddajamo en projekt za mestno občino Celovec, ker bi radi aktivirali delo mladih in pa na nek način participativni model vključevanja mladih v družbo, sploh teh, ki so večjezični. Tako da tukaj res vidim en kup enih čudovitih priložnosti za sodelovanje. Evo, ti toliko z moje strani. Najlepša hvala, gospa Hodnik. Gospod Lipovšek, ste še z nami? Ja, sem, ja. Aha, boste kaj delili ekran ali ne? Ja. Pa kar izvolite. No, lep pozdrav. Jaz sem pa v parih minutah predstavil eno družbeno inovacijo, ki lahko izboljša vsakdanjim ljudem, predvsem starejšim ljudem življenje, pa naredi neko družbeno korist. Torej, sem iz Filozofske fakultete študent. Torej, problem je, da imajo stari ljudje, ni problem, stari ljudje imajo izjemne življenjske zgodbe in problem je, da grejo te življenjske zgodbe v pozabo. In to se tudi dogaja zaradi tega, ker ne obvladajo novih tehnologij, s katerimi bi lahko te zgodbe nekako zapisali oziroma jih shranili. Zdaj bom šel malo hitreje čez prezentacijo, ker mislim, da je čas malo omejen. Torej, rešitev, ki sem si jo zamislil, je, da bi imeli aplikacijo, na primer v domovih za ostarele, pa tudi na domovih, ki bi jim pomagala shraniti te avtobiografije. In s tem bi dejansko dosegali to,
da bi pač se njihove življenjski spomini zapisali in bi bili dostopni njihovim vnukom, otrokom in tudi mogoče širši družbi, če bi pač sami to želeli. In ideja je, da bi pač aplikacijo nadgradili tako, da bi pač to snemali in pretvorili v tekstovni zapis, če je bilo to možnost, ter za slovenščino zaenkrat to še ne deluje najbolj optimalno, za kakšne tuje jezike pa že. In aplikacija bi lahko tudi moderirala, naprimer z vprašanji. Skratka, pri tem bi bila velika družbena korist, ne samo to, da bi se ohranil zgodovinski spomin, ampak še stari ljudje, ki bi to pripovedovali, bi jih to veselilo, da pač bojo svoj, ko bi rekel, življenjski zaklad lahko nekako shranijo in ga pa delijo z drugimi. In pa sem pa razmišljala tudi, kako bi bilo to tržno, ampak dejansko smo videli, da pač neke tržne ideje so že na tržišču in mogoče bi se bolj osredotočili tudi na čisto humanitarno kot pomoč ljudem. Ampak to zaenkrat še v fazi razvoja. Bi se pa lahko zahvalil Dominiku Bogoli in Nini Smrdu, ki mi nekako pomagata pri razvoju te ideje v smislu, da sta mi kot mentorja na Univerzi v Ljubljani. Tako da to je bila moja hitra predstavitev. In ja, skratka, verjetno, ko se enkrat to razvije, bo en zelo velik, ko bi rekel, potencial se lahko realiziral, da se pač zgodbe ljudi shranijo in s tem ohranijo. Super, najlepša hvala, zelo lep projekt. Lucija, tu smem samo nekaj vprašati gospoda Martina. Izjemno, meni je to zelo všeč. Jaz mislim, da so stari tako zelo pomemben del naše družbe. Nisem pa to mogoče čisto razumela, a ta app je že na voljo, ali ga razvijate in tako, ker ravno smo zdaj pred kratkim imeli tako en družinski pogovor in potem so s sestro izrazili željo, da bi pač oče in mami naredila pač en tak zapis za vnuke, in me zanima, kako je tehnično, kako daleč ste s tem. To je zaenkrat še v fazi, ko bi rekel, snovanja. Aha, okej. Ja. V redu. Ampak je pa ideja, da se to zaključi v taki obliki, kot ste predstavili, da pač bo dejansko app na voljo. Ja, se bomo potrudili. Okay. Obstaja pa že kaj takega Jaz se to v svetu že obstaja neka taka aplikacija, sicer je v angleščini, pa ne sledi čiste ideje, ki sem jo predstavil, je bolj za pisanje nekih, ko bi rekel, dnevnikov, ampak bi se lahko tudi za ta namen uporabili. Ampak je tudi samo za iPhone, ni za Androide. Ja, super, mislim, podpiram to, čestitam, hvala lepa. Hvala. Hvala, Lucija. Ok, potem pa bomo počasi zaključili za danes in to tako, da bi se seveda zahvalila obema gostoma, Karolini in pa Maticu, tudi vsem, ki ste se javljali in aktivno sodelovali. Rada bi pa seveda napovedala naše zadnje srečanje, ki bo naslednji četrtek, ko bomo izvedli online delavnico z Majo Novak in prisluhnili predstavitvi Nene Dokuzov iz MGRT. Nena nam bo predstavila novo finančno perspektivo 2021-2027 in to glede priložnosti na področju družbenih inovacij ter socialnega podjetništva. Na delavnici pa se bomo, upam, da nas bo čim več in bi se rada osredotočila na tele teme, ki smo jih že danes veliko omenjali. Torej bi o teh temah razmišljali in debatirali.
Cilj pa je, da najdemo neke načine, kako omogočiti družbenim inovacijam boljši, hitrejši, lažji razvoj in dejansko realizacijo in implementacijo, ter da se v sistemu postavijo torej družbene inovacije postavijo ob bok tehnološkim in da imajo tudi enake pogoje in podporo za razvoj, kar se pač trenutno ne dogaja, ne. Vemo, da večina razpisov, tako evropskih kot nacionalnih, zelo lepo podpira tehnološke inovacije, ker jih je pač lažje, seveda smo prej govorili o merilnikih in kvalifikacijah in seveda vrednotenju, in tu imamo manko, zato tudi to ena izmed tem naslednjič. Tako da jaz bom poslala vsem vam neka navodila ali pa za naslednji teden in potem bom zelo vesela vaših odzivov, mogoče, da bi se že vnaprej opredelili, v katero skupino, v kateri skupini se vidite. No, torej skozi ta proces kreativni pa nas bo vodila Maja Novak, ki je tudi sama del več mednarodnih projektov, ki se ukvarjajo z družbenimi inovacijami. Naprimer, ne vem, če poznate enega od teh, Social Innovation Academy, sicer pa je izvajalka poslovnih delavnic in predavanj za podjetja in skupine, se bo pa predstavila naslednjič. Torej, res hvala vsem za udeležbo, aktivno sodelovanje, izkaz volje do pozitivnih, trajnih skupnostnih sprememb. Razmere, kot vidimo, se vsak dan zaostrujejo. Jaz upam, da ste moralno še na visoki ravni, tako da želim, da se spodbujamo in da skupaj res konstruktivno iščemo rešitve po vzoru, kot sta nam jih predstavila današnja govorca, torej skupnostno, participatorno in tako naprej, in seveda ostanimo in ostanite zdravi in aktivni.